Glede na to, da je v klinični psihologiji vedno bolj imamo kategorizirane različne duševne motnje, se ti zdi, da bi recimo Iashikei, o kateri smo se prej pogovarjali... Je gledanje Iashikei duševna motnja? Se ti zdi, da bi lahko postalo pač dejansko gledanje Iashikei kot neka dopolnilna zdravilna metoda, oziroma ne vem, kako bi temu rekla, pri nekako korigiranju te motnje. Zato sem se spomnila na primer, kakšni terapevti uporabljajo videoigre. Tudi recimo so kakšne videoigre, ker imaš naloge, pa jih moraš izpolnjevati. Recimo pri ADHD pač moraš slediti nekemu postopku. Tako da lahko je kakor en del. Jaz recimo, če kakšen pač gleda animeje od mojih učencev, tudi jaz pač uporabljam ta vidik, pa kaj pokažem, pa pogledamo. Sicer ni kot cela terapija, ampak kot neka vaja ali pa pač, da se jim to ponudi. Ali pa terapija z glasbo, po moje to tudi nepodobno. Samo da tukaj gledaš. Vem, ker vsak terapeut po nekaj uporablja. Sicer ni znanstvena metoda, da je bila preverjena, ampak lahko nekomu ponudaš nekaj takega. Zakaj pa ne? Se pravi, ne rabiš se držati kot psiholog nekih standardov, kakšne metode lahko uporabljaš za določene motnje, naprimer? Veš kaj je odvisno zdaj, kje delaš. Jaz v šoli imam proste roke. Recimo, pač ene terapije pa teorije so za določeno motnjo seveda bolj učinkovite, kot za drugo. Ampak ti kot pač psiholog, kot nek strokovnjak se lahko odločaš. Greš, ne vem, študirati eno vrsto terapije, pa jo uporabljaš, pa odvisno od posameznika. Seveda, če ti uporabljaš neko terapijo, so neki tudi strogi protokoli, če si prav terapeut in to, tudi kakšen odnos imaš do svojega klienta. Ampak jaz v šoli mi je to fajn, da imam res proste roke. Jaz lahko dobesedno, ne vem, gledamo, sem imela dijake, ko smo gledali serije, anime in analiziraš in se pogovoriš, pač ni da ni. Se sprostijo. Mogoče lahko poveš malo več, kako bi recimo, spravi, pride otrok do tebe z neko motnjo in ti vidiš, jaz bi lahko v tem primeru recimo uporabljal anime. Mogoče lahko ta proces opišeš, za kakšne motnje specifično bi takšen način, takšne metode delovale. Mogoče kakšen tak konkreten primer, seveda anonimiziram. Ne. To se zavedam, to je Purely ta etika, anonymous. to je etika psihologov. Hočemo, Marko Novak, ne Janez Novak, ali kaj že pri nas. Janez Novak. Tako, jaz večina mojih učencev ima čustveno-vedenske motnje. Največ jih imam tako s kakšnim avtizmom, ADHD. In zdaj ponavadi pri tistih, ki imajo avtizem, sem tudi že pri kakšnem usprovala, ker oni se morajo naučiti nekih veščin. In ponavadi ravno ti dosti gledajo teh vsebin. In anime in igrajo videoigre in pol najdem pač en anime tako. Ni nujno, da je anime, lahko je tudi kakšna risanka. Ne vem, jaz sem z enim otrokom sva gledala Frančka risanko, ker je... Želva, ker on v bistvu ima en kup problemov. En kup problemov, ali ga jeziče se spremeni rutina, če staršev ni, če mu nekdo teži, mu kdo kaj ukrade, če se skregajo s prijatelji. In sva tu gledala, pa sem jaz zraven govorila, vidiš, kaj se dogaja, pa še postaviš vprašanje, mi je bilo to zelo všeč. A pa ne vem, z eno učenko sem tudi nekje gledala, ne vem, neke serije, sem tudi jaz pogledala, sem delala PowerPoint. Pa sem povedala, vem, ta junak ima to in to motnjo, ali pa te in te težave, kako bi ti rešila, kako je pa ta junak rešil, na tak način. Imamo pa tudi učence, ki pač nočejo gledati, tudi niso taki tipi, pa delamo druge stvari. Eni so bolj za ustvarjanje, pač ne želijo radi sedeti, gledati v računalnik, so tudi taki. Prav, teh ne moreš forsirati, da oni nekako adhirajo neki metodi, ampak pač morajo jo sprejeti dejansko. Ja, pač jaz sledim učencu, dijaku, ne vem, če ima zanimanje videoigrice, se pogovarjamo od tega in pač povem, kako moraš paziti, da ne ali zgoriš, ali si odvisen.
Če nekoga nekaj zanima, zakaj pa ne? Ta video igra sigurno ne bi bila League of Legends. Skočil skozi. Zdravilna. Ja, anti-temo. Pač ena od zdravilnih iger, saj zame, ne, ta Unpacking, ne vem, če ste Ja! Unpacking. Unpacking. Dejansko priješ samo v hišo, tam škatle in ko stisneš na njo prije en element. Tisti ga moraš postaviti nekam. Postaviti nekam, ja. Okay. In zgodba nastane potem ven. Neka zgodba je, ampak ti lahko razporediš po svoje. Edini deli so taki, da moraš. Zelo je fajn Unpacking. A je Minecraft tudi ena taka, ki bi jo lahko... Ja, dosti mojih učencev igra. Ostaja tudi verzija za učitelje, tudi to sem šla na eno krajše izobraževanje. Ker v bistvu na začetku imaš... dobiš nek paket, ker imaš, mislim, da eni je zgrado sestavo srca, pa opazuješ pri biologiji, eden je sestavo, da neke elemente spajaš, pa nastajajo snovi in pa lahko od učitelj imaš neke dodatke, ustvarjaš, ne? Awesome. Tako da, ja, ampak igrajo, ja, Minecraft je res. Minecraft. Ej, vsi mali froci. Vsi igrajo. Pa to na telefonih, to je najbolj... Tudi na telefonih. Kaj ste vi igrali, ko ste bili majhni? Mislim, s čim ste se Age of Empires, enka. Ko sem bil manjši, Mislim, Pokemoni ni bilo ničesar. Če gledaš konzolne igre, Pokemoni, ne? I guess karkoli te je sproščalo, ne vem. Ne, vse kaj je bilo za ston bolj ali manj. Demo igre, katere si dobil, se si mislil, Ne da vem, smo... govorimo o konzolnih ali govorimo zdaj o računalniku? Ko si bil majhen. Ja, ko sem bil majhen, verjetno ta prva Si igra... imel vse, jaz nisem imel nič. Ne, Game Boy Color pač. No, vidiš, okej, ja, Game Boy Color, pač Pokemoni, Zato Pokemon si imel Yellow. 3 diskete, pa si jih igral do konca. Eni smo že začeli s Prince of Persia, uno črno-belo. Na telefonih, ja. Ne, Kak telefon? Na disketah. Šolskih si mogel še v računalnikih. MS-DOS-u, pa si mogel Si na disketo noter napisal OK, potem se je zagnala in je bila platforma. Prehistorika, ko en Prehistorika, nabija tam ja. Space Bar, drugi pa je hodo. Ste igrali, kaj je že bil Lion King? Of course. Ja, ne, s Ne, klasika. čak, The Original Pa Aladdin pa. Tetris, Aladdin pa halo. ti. Tetris. Ja, to tako tak. Če imaš Game Boya, imaš Tetris. Ja, ne, ampak to je bilo pred Game Boyem. Ne, ja, Ja, okej, je Tetris je bilo, bil pred, ampak ja. Game Boy je naredil, da je popularno. Ja, Ja, Tetris, prvi Game Boy. Ja. Kdo je naredil? Ker je bilo z Game Boyom zraven disketa, tako da... Včasih smo veliko hodili v trafike, ker si dobil take revije, kjer si dobil not CD in je bilo veliko demo iger. Itak, Lego Racers. Ja, Lego Racers, to. Tisto sem še na joystick igral. Enkrat je bilo tako, wow. Omenila si, ne vem, če si že omenila, ampak v času tega snemanja, zdaj smo tik pred Halloweenom. Smo ja? Kmalu